Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos je zavrnil poziv državnega zbora, da naj dokaže svoje trditve izrečene v oddaji finske televizije. Prav tako pa ne namerava odstopiti. Denis ga je povprašal o njegovi vlogi v oddaji Resnica o Patriji. Kako se počutite kot režiser finske oddaje, to prvo, in drugo, kakšni so bili motivi, da ste režirali to finsko oddajo? Jaz sicer razpolagam z določenimi znanji, ampak med njimi gotovo ni režije. Bi se pa želel tudi to imeti. Po Kosovem mnenju bi morali pri nas, namesto ukvarjanja s svetovno zaroto, odločneje raziskati, ali so posamezniki v Sloveniji prejemali podkupnine. Povedal je, kaj je razvidno iz dokumentov, ki jih je komisija predala policiji. Če me vprašate, ali je razvidno, da bi kdo sprejemal podkupnino, moram reči, da ne. Je pa razvidno, da so se nekateri ljudje blizu političnega vrha zelo angažirali za to, da bi posel dobila Patrija. Zunanji minister Dimitrij Rupel pa je včeraj ponovil strani vlade in koalicije že slišano prepričanje, da gre pri aferi z 8-kolesniki za političen obračun proti aktualni vladi. In mislim, da je treba tiste, ki so se lotili, bi rekel, na ta dosti, kako ne rečem, neprimeren način obračunavati z opozicijo. Govorim zdaj o opoziciji, ki hoče obračunavati s svojo opozicijo, to se pravi z nami, z vlado, da je treba torej, v tem primeru ravnati skrajno odločno in skrajno, tako rečem, odkritosrčno, resnicoljubno, verodostojno. In s to politiko bomo nadaljevali, pa naj stane, kar hoče. Pa naj stane, kar hoče? Kaj? A zdaj bojo pa še oni podkupovali? Rupel je pred časom razkril, da mu je finska veleposlanica v Sloveniji povedala, da je oddaja Resnica o Patriji namenjena slovenskim volitvam. Nekateri so zunanjega ministra zato obtoževali zlorabe zasebnega pogovora z veleposlanico. Zdaj pa je minister pojasnil, zakaj je razkril nekatere podrobnosti. Ta izjava je, če smem oceniti, in jaz sem poklican za to, da to ocenjujem, ta izjava je izjava, ali pa če hočete, informacija javnega značaja. Tako pomembna je, da jo je potrebno povedati. In jo bom ponavljal, dokler bom mogel. Žiga Turk, minister za razvoj in tako kot Rupel kandidat SDS na državnozborskih volitvah, pa je pojasnil, zakaj poslu z oklepniki ni vredno posvečati toliko pozornosti. Če ne bi nobene Patrije kupili, bi ta denar razprčkali v enem mesecu in potem bi šlo vse naprej po starem. Sašo Peče je na torkovi izredni seji državnega zbora pokazal dokument, ki naj bi dokazoval vpletenost Janeza Janše v orožarske posle iz začetka 90-ih let. Da dokument ni pristen, je zatrdil Drago Kos, predsednik komisije za preprečevanje korupcije. Vem, o katerem dokumentu govorimo, pa vem, da ni pristen. Vem pa tudi to, da je star vse 15 let. Sprav, naš mali ga ni mogel narediti. Ne vem, koliko je star vaš mali. Ne, kaj pa če naš mali Milan Kučan? Vse pred 15 let je bil Milan Kučan dosti poslovno sposoben. Denis, kako si drznaš? Dejan Kaloh, vodja pisarne poslanske skupine Lipa v odstopu, pa je Pečeta obtožil, da je dokument zanj ponaredila mladoletna oseba. Včeraj je Kaloh posredoval še SMS sporočilo, ki naj bi mu ga poslal poslanec Lipe Boštjan Zagorac. Kot pravi Kaloh, zapis v MB je megleno, pomeni odkrito grožnjo, saj naj bi to pomenilo, da lahko kaj hitro izgineš neznano kam. Peče, ki nam kljub vnaprejšnjemu dogovoru dokumentov kasneje ni izročil, obtožbe zanika. Poglejte, vsi vemo, da ne, jaz ne vem niti za katero mladoletno osebo gre. Dejstvo pa je, da je v ponedeljek sam predsednik vlade priznal, da dokument pozna še iz leta 1994, kar pomeni, da bi ta mladoletna oseba morala biti takrat stara leto ali dve. Tudi tokrat o Patriji, komentar dneva, Rok Praprotnik. Zadnja 2 tedna sta ponovno pokazala, da se o resnih zadevah kaže pogovarjati s profesionalci, ne s politiki. Če želite ohraniti čisto glavo, seveda. Namreč pri sumu korupcije v zadevi Patrija sta vprašanji samo 2 in obe sta zelo enostavni.
Prvič, ali so bile denarne transakcije, ki jih je Patria namenila Wolfgangu Riedlu, namenjene podkupninam in to podkupninam visokih slovenskih uradnikov, kot to sumi finska policija? In drugič, zakaj je slovenska policija pri preiskavi jasno izraženih sumov strani Interpola ravnala tako zelo drugače kot finska in v 15 mesecih ni naredila nič? Imamo sum kaznivega dejanja in če policija suma ne raziskuje, je to veliko huje kot samo kaznivo dejanje. Neraziskava primera Patria kaže, da je pri policiji nekaj zelo narobe. Še več, nekaj je narobe tako pri tožilstvu kot tudi pri sodstvu. V primeru Patria ni delovala policija, v primeru Bajuk so zatajili tožilci, sodniki pa stavkajo že več kot 2 meseca. Torej so v krizi vsi 3 stebri pravne države: policija, tožilstvo, sodstvo. Žal je hkrati še predvolilno obdobje in če se vrnemo na Patrio, je res nerodno, da je dosegla vrhunec ravno zdaj. Saj človek v predvolilnem obdobju zlahka pozabi na fokus in na to, zakaj pri Patrijah pravzaprav gre. In to je javni denar. Javni denar plačuje tudi Jožeta Romška, prvega policista v tej državi, in njegova policija je v tej zadevi prav nemarno zatajila. Namerno ali nenamerno? Jaz bi stavil, da namerno. Slovenija, 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 kulturac. Stranka Zares je pripravila razpravo o stanju na filmskem skladu pod vodstvom Igorja Prodnika. Vzroke za nastalo situacijo je skušal pojasniti Denis Miklavčič. Pravzaprav politika se dobro zaveda učinke tega medija na ljudi in samo če pogledamo, na primer, Leni Riefenstahl, Eisensteina in tako dalje, vidimo, da ta medij niti zdaleč ni zanemarljiv in predvsem za neko določeno vrsto politike zelo pomemben. Na Pop TV-ju so zaključili snemanje nove nanizanke Svingarji, ki bo prvič na ogled 7. oktobra. V Svingarjih bo Korošca Tineta zaigral mlad koroški igralec Igor Štamulak. Njegova svingerska cimra pa bo Nina Vsenar, ki nas je odpeljala v svojo spalnico. Tukaj je pač Tine najel to stanovanje, nad nami živi landlordka, gospa. V sosednjem stanovanju pa živita 2 ženski. Ritka. To so te temne strani šov biznisa. Sam res. O, kako lušno. Ampak res. Dobar, ne? Ja, tle bi pa človek kar živel, ne? Danes o vremenu moj najljubši minister. Hvala lepa. Upam, da se niste preveč dolgočasni, zrak je v redu, vreme je v redu. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.